Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili oziroma odgovarjam na vprašanje, kaj jesti v tem primeru, če ne jeste mlečnih beljakovin. No, prvi odgovor je, kupite si albuminsko skuto. Ta naj bi bila za vas že dobra, zaradi tega, ker ne vsebuje laktoze in je že toliko predelana, tako da je v bistvu to že iz sirotke je to narejen. Preizkuste, mogoče vaše telo zmore to prebaviti. Dejstvo je, da tam noter je ogromna količina beljakovin in beljakovine nujno potrebujemo. Nekoč sem napisala en članek, če vam manjka beljakovin, boste postali stari, zgubani in polulani. In dejstvo je, da komur manjka beljakovin, se pač prehitro stara. Seveda tudi C-vitamin je pomemben, ker v bistvu deluje kot vezivo med kolagenom in sploh v današnjem času so popularne razni dodatki kolagenski, ampak dejstvo je, da moramo razumeti, da mi potrebujemo pri vsakem obroku nekaj od beljakovin. In čist pri vsakem obroku. In to pomeni, da karkoli pojeste, se vprašajte, kje so tukaj beljakovine. In če ne veste, in če ne uživate mlečnih izdelkov, v tem primeru boste pač pojedli, mogoče, ideja, mandlji, v bistvu olive vložene skupaj z mandlji. To je krasna kombinacija, kjer imate beljakovine, kjer imate dobre maščobe. In dejstvo je, da prav ta kombinacija olive in mandlji delujejo na center v možganih, ki vpliva na zadovoljstvo. Vplivajo na centre v možganih, recimo hipofiza, kjer se tvori rastni hormon. Tako da dejstvo je, da je to ena krasna zadeva, ki vam bo pomagala pri tem, da se spodbudi tudi delovanje vaših hormonov. Kaj bi bilo najbolj enostavno? Za vse tiste, ki jeste še vedno meso, oziroma še vedno jaz ga jem. A veste, nekateri ga ne jejo, nekateri ga jejo, meni je pač vseeno, ampak dejstvo je, da je bolj enostavno dobiti beljakovine, če uživate pač meso. Tako da jaz vam tukaj, vam pokažem, to je v bistvu en takle zvitek pršuta in jaz v bistvu ta pršut pojem kar brez kruha, ga uvijem samo okrog sira, ampak sir je spet mlečni izdelek, a ne. Tako da to je primer recimo ene take malce nekaj vloženih oliv oziroma, pa polnjenih z mandlji, en kos pršuta in je to. In je to lahko dopoldanska malca, lahko je popoldanska malca, lahko je pa to tudi kot zdrava večerja, ker ne vsebuje nobenih ogljikovih hidratov. Tukaj imam pa še en drug primer, za vse tiste, ki jeste ribe in ki so vam dobre ribe, jaz kupujem vložene inčune. In dejstvo je, da recimo Dalmatinci, kako oni jejo vložene inčune, oni dajo čez inčune ogromno količino olivnega olja, čez dajo limonin sok in pojejo skupaj s kruhom, recimo v tem primeru vam bi priporočala, specite si beljakovinski kruh in nekaj od zelenjave. In to bi bil primer druge take malce ali večerje, ki ne vsebuje niti mlečnih beljakovin in ne vsebuje nič ogljikovih hidratov. To je dejansko primerno za hujšanje. Mogoče gledate tele 3 komarce, samo toliko. Lahko več. Vi pojeste toliko, da boste siti. Tako da ni, da štejete 1, 2, ne smem še ta tretje. Lahko brez problema. Dejstvo je, da redijo nas v bistvu ogljikovi hidrati. Se pravi krompir, testenine, riž. To je tisto, kar nas redi. Medtem ko po drugi strani zelenjava, sploh ta, ki je nekuhana, vložena recimo zelenjava, in beljakovine so pa tiste, ki pomagajo pri hujšanju. No, zdaj pa še ena stvar. Jaz si zelo rada in mi je res všeč grenek okus. Večkrat si pripravim, ne večkrat, pač kupujem grenivke. Ampak grenivko sam tako jesti je pač malo grenka, ne. In si naredim enostavno, jo zmiksam z vodo in to imam v bistvu tako za popiti poleg obroka. In zakaj je pa grenivka tako dobra? Grenivka vsebuje snov, bromelain se imenuje, in to je snov, ki topi maščobo, ki deluje na presnovo. In še ena stvar, ker je grenka, aktivira brbončice na jeziku, poleg tega se pa sproži reakcija direktno v jetra in spodbudi delovanje jeter.
Se pravi, ko grenčine grejo čez jezik, aktivirajo delovanje jeter in sploh v dopoldanskem času, ko gre razstrupljanje telesa, je pametno popiti recimo takole ob malci ali pa ob zajtrku zmiksano grenivko, lahko dobro, manj grenko je, kaj tale pamelo, v glavnem je manj grenko, ampak grenivka je pa dejansko tista, ki direktno aktivira. Snov bromelain se nahaja tudi v ananasu, ampak vemo, da vložen ananas je pač bomba samega cukra. Zato po drugi strani, če jeste recimo ananas, spet smo pri skuti, glejte, ga lahko brez problema jeste v okviru obroka, recimo ananas pa beljakovine grejo zelo dobro skupaj. Lahko si naredite, recimo narežete ananas, pa si date malo pršuta, veste, ta sladko kisel okus, to je dobro, meni je to dobro. Res pa je, no, da so to mogoče nove kombinacije in da nekoga kar zruka, ko pomisle na to, ampak dejstvo je, da te stvari res delujejo skupaj. Zdaj za vse tiste, ki iščete več informacij, vam priporočam, vzemite knjigo, ko imajo hormoni žur in tukaj noter pogledate se pravi, v katerem poglavju imamo to je v roza poglavju, imamo, kaj pa, če vam manjka beljakovin. In morate razumeti, da vaše telo nujno potrebuje beljakovine za obnovo. Dejstvo je, da komur manjka beljakovin, se bo začela prva stvar, koža zelo hitro starati. Enostavno, naenkrat se postara. Lahko mu manjka beljakovin in C-vitamina in se ne zmore tvoriti kolagen. No pa človek pomisli in pa se reče, joj, pa grem kupiti kolagensko dopolnilo. Lahko, ne nazadnje pa lahko pa spodbudite telo, da dela samo kolagen. Zdaj, kako ga dela? Potrebuje 22 aminokislin, se pravi, potrebujete raznoliko hrano, ki vsebuje nekaj rastlinskih beljakovin, nekaj živalskih beljakovin, potrebujete pa vsekakor C-vitamin, ker C-vitamin je aktivator vsega in zdaj spet, zakaj je dober, se mi je nekaj zrušil, moram majčkeno prestaviti, se opravičujem. Vsekakor, zakaj je dober sok iz lahko tudi pomarančo, ne nazadnje v okviru obroka, zaradi tega, ker s tem dobite C-vitamin. C-vitamin je pa ključen pri tem, da deluje želodec, da se spodbudi presnova, prebava prvo in tudi presnova. Tako da v bistvu s tem dobite kup dobrih stvari za svoje telo, ker glejte, vaše telo ali pa naše telo pač potrebuje ključne hranilne snovi za to, da sploh deluje. Zdaj želim tukajle, pri dobrih maščobah se mi je še odprl, kar je pomembno še pri izgradnji hormonov, tudi in kolagena in obnove in vsega, potrebujemo tudi dobre maščobe. In dobre maščobe omega-3 so ključne. Prej sem govorila o inčunih, v inčunih dobite omega-3, vsekakor vam pa priporočam, vzemite prehransko dopolnilo omega-3 in še eno stvar, C-vitamin zraven. No, lejte, zdaj pa tukaj vam želim pokazati, to je na strani, kjer dobite dovolj beljakovin, je na strani 254, je omega-3 pa sirotka ribe. Se pravi, poglejte, sirotka vsebuje ogromno količino beljakovin in komur manjka pač beljakovin, se bo počutil slabo. Zdaj se opravičujem, ampak dejansko iščem te moje beljakovine, da vam lažje pokažem, na kateri strani je. Srčni utrip v mirovanju, beljakovine, to je na strani 275. Na strani 275 imate takole, lahko jeste sojo, gobe šitake vsebujejo ogromno količino beljakovin, tudi naše gobe, vloženi šampinjoni, vse to vsebuje beljakovine. Seveda, potem pa pršut, piščančja prsa, lahko tudi kupujete pač, se pravi kot salamo, ali kako se temu reče, piščančja prsa. Potem pa naprej, ne vem, morske ribe vsebujejo ogromno količino beljakovin. Potem naprej, seveda pa mlečni izdelki. In tukaj z mlečnimi izdelki je res najbolj enostavno. No, zdaj pa naslednja stvar, arašidi so najbolj polni z beljakovinami, lanena semena, sončnična semena, mandlji.
Tako da, če gledamo, če želite, da dobite čim več beljakovin, dajte na dan pojesti eno pest arašidov. Pomislite, a te pražene? Ne, te, ki so za oluščiti oziroma ne praženi. Zaradi tega, ker so praženi, se jim že struktura spremeni, sploh imajo preveč drugih maščob, ki ne podpirajo zdravja in s tem ne naredite nič kaj dobrega. Indijski oreščki so pa dvorezni meč, zaradi tega, ker indijski oreščki vsebujejo ogromno količino ogljikovih hidratov, poleg tega pa imajo manj beljakovin kot vsi ostali oreščki. Tudi pistacije vsebujejo ogromno količino beljakovin in sezamova semena. No, zdaj pa, če gremo še naprej, fižol, leča, grah, in zdaj koliko bi mogli pojesti, da 10 gramov beljakovin bi mogli pojesti pol kile krompirja. Tako da s tem se pač ne tolažiti, da ima pač krompir tudi beljakovine, tudi brstični ohrovt, nekaj ima ta beljakovin, ampak absolutno premalo. Zdaj, če gledamo, jaz dejansko berem iz strani 276, če gledamo žita, polnozrnate testenine nekaj vsebujejo beljakovin, ovseni kosmiči tudi nekaj vsebujejo beljakovin, ampak ne se tolažiti s tem. No, zdaj pa preizkuste, vsi tisti, ki ste alergični na mlečne izdelke, mogoče pa lahko uporabljate feta sir in predvsem mleko, kozje mleko. Vse izdelke iz kozjega mleka bi načeloma moglo vaše telo predelati, zato ker ne vsebuje laktoze. Jaz imam krasne ljudi okrog sebe, ki imajo tudi kozje izdelke, poiščite na internetu, res priporočam in boste videli, ko boste enkrat začeli uporabljati kozje izdelke, takrat bo enostavno se vaše stanje, vašega telesa pač spremenilo. No, zdaj pa še ena stvar, vas mogoče kar slišim, ampak to pa smrdi. Ja, ena gospa, ki je bila pri meni, je rekla, da njihove kozice na začetku, ko so jih pripeljali hiši, so imele smrdeče mleko. In so prišli do zaključka, da je to povezano s stopnjo stresa, ki ga doživijo kozice. Sedaj, ko so kozice v miru, v svoji rutini, mlečni izdelki ne smrdijo. Tako da veste, da če smrdijo mlečni izdelki, s temi kozami ne delajo najlepše in to pomeni, da to ni dobro za vas, zato ker ta stres tudi vi pojeste. Tako da, glejte, zdaj mogoče današnji video majčkeno krajši. Za vse tiste, ki iščete dobre alternative za svoje zdravje, ko vidite, da enostavno ne morete več podpreti svojega telesa s hrano, mogoče pojdite na mojo spletno stran srečnoživljenje.com in imam pa spletno trgovino tudi na srečnoživljenje.si. Lahko uporabite kodo za popust zdravje in boste dobili z 10% popustom nadomestek, beljakovinski nadomestek, to so pa v bistvu šejki, prah, ki ga zmešate z jogurtom ali pa z vodo v vašem primeru, če ne jeste drugih beljakovin mlečnih, in to popijete, lahko date v smuti in dobite pač beljakovinsko nadomestilo na ta način. Še ena ideja za vse tiste, ki se nekako vrtite v enem krogu glede zdravja. Provitality Plus je paket za vitalnost in vam bo pomagal pri tem, da se odpre celična membrana, da začnejo delati celice, da se sproži presnova. Če si predstavljamo avto, ki ne gre nikamor, ki nima pospeška, ki cuka, vsi vemo, peljemo ga k mehaniku in kaj naredi? Spuca svečke, se pravi poveča vžig. Da povečamo vžig v celici, v mitohondriju, potrebujemo C vitamin in magnezij, tudi B vitamin, B6 vitamin. Po drugi strani pa mehanik vpraša, kdaj ste menjali olje, se pravi zamenja olje. Mi, če želimo na celični bazi povečati samo presnovo, rabimo dobre maščobe omega 3. Naslednja stvar, če še zmerom se nekaj dogaja z avtomobilom, nalije noter med gorivo dodatek za pospešek, pač neko tekočino za boljše delovanje motorja. No, in ta tekočina za boljše delovanje motorja je v našem primeru Provitality Plus, ker dobite do tega, da podmažete svečke, da odprete motor, da povečate vžig in da se poveča pospešek. Vam povem, sigurno to deluje
In zdaj, če se vi počutite, da kadite tako kot star avto in da nimate pospeška, ja, zamenjajte prehrano ali pa majčkeno nadgradite prehrano, ukinite ves gluten, to je kar nekak zakon, gluten je strup za naše telo. Zakaj gluten? Zaradi tega, ker je to iz pšenice, ki je preveč špricana in naše telo ne sprejema strupov. In ko enostavno, glejte, ko naša vibracija se dviga in ko pridemo do točke, da nas ne podpira več določena hrana, pa če sami ne razumemo, pač nas telo opolni, naredi nekaj drugače, ne? In zato gluten stran in podprite vaše telo z dobrimi beljakovinami in verjemite mi, nisi bolj duhoven, če ne ješ mesa. Sigurno ne. Vem, da nekomu zdaj kar striže z ušesi, ampak ne nazadnje, glejte, duhovnost je vse drugo, kot pa samo prehrana. Veste, to je duhovni ego. Jaz sem pa bolj duhovna, veš, jaz pa že 5 let ne jem nobenega mesa. Žreš pa ljudi, halo? Ali pa si pa bolj duhovna? Glejte, vem, od meni je smešen. V glavnem, uživajte. Ja, zdaj imam pač določene ljudi pred sabo in mi je enostavno smešno. V glavnem, uživajte in nahranite svoje telo, zato ker ga imate radi. Zato ker ga imate radi, ker ga spoštujete in ker želite, da vaše telo dela z maksimalno podpore in ker vaše telo ima določene zahteve pa potrebe, poskrbite za to. Zato, ker se imate radi in zato, ker se cenite. Samo zaradi tega, ker vaše telo, to je edino vozilo vaše duše in vaša duša vam bo vedno, vedno hvaležna in vam bo vračala v izobilju vsega, kar vam pripada. Tako da uživajte.